jaz sem Glasovim prejem prišel potem, ko so že nekaj časa potekale, je pa pobudnik teh prej in začetnik je Viktor Žakelj, priznani politik in kulturnik. On je s tem začel že prav v tem letnem času, to se pravi okoli Prešernovega praznika leta 1988, kar pomeni, da te preje potekajo že 30 let, če sem prav izračunal. In koliko časa že vi vodite? Jaz sem imel pa prvo ravno z Viktorjem Žakljem, ker pač on ni mogel samega sebe spraševati, pa so hoteli njega enkrat počastiti. In sicer je bilo to leta 1992 pred volitvami takratnimi. S kakšnimi pomembnimi temami vse ste se srečali v vseh teh letih in s kakšnimi pomembnimi gosti? No, teme so bile res raznolike. V začetku je bilo to bolj takrat, ko je bil ta čas nastajanja države. So bili gostje v glavnem politiki. Potem pozneje pa smo začeli vabiti še vse druge, to se pravi kulturnike, znanstvenike, ne vem, in bilo je zelo pestro. No, izprašali smo pa praktično vse, od pomembnih ljudi tukaj na Gorenjskem, pa do praktično vseh predsednikov države. Tudi recimo 100. Glasova preja je bila zelo taka. Takrat smo povabili, to je bilo pred leti, takratni predsednik Danilo Türk, zraven je prišel pa še prvi predsednik Milan Kučan, sta bila oba na Brdu pri Kranju. Drugače pa ministre, predsednike vlad, ne vem, znane kulturnike, praktično vsi so bili že naši gostje. No, nocojšnja Glasova preja lahko rečeva, da bo nekaj posebnega. V lanskem letu je Gorenjski glas praznoval 70-letnico in vi boste nocoj gostili direktorico Marijo Volčak. Ja, ta preja bi se morala zgoditi že lani jeseni, ob sami 70. obletnici, vendar je prišlo do ene, kot pravijo v teatru, bolezni v ansamblu, in smo potem to nekoliko prestavili in je zato danes, kar pa nič ne moti, saj gre za samo obletnico, za to dolgo obdobje Gorenjskega glasa. Z distance se v bistvu še lažje pogovarjamo, kot ni to nič moteče. To se pravi, gostja je sedanja direktorica in tudi odgovorna urednica Marija Volčak. No, ona je pravzaprav domača, tako kot sem jaz. Ta pravi gost je pa priznani novinar Lenart Kučič, ki velja za velikega poznavalca ravno te medijske problematike. Ne samo pri nas, ampak on pozna tudi svetovno sceno na tem področju. In kakšna bo vaša rdeča nit skozi nocojšnjo Glasovo prejo? No, najprej bomo na kratko obudili to našo obletnico, to se pravi biografijo Gorenjskega glasa, kako smo praznovali, ampak to bo samo za uvod, kot povod. Potem se bomo pa spraševali predvsem, kaj se danes dogaja z mediji. To se pravi, najbolj nas zanima, kaj je s tiskanimi mediji, ker znano je, da naklada vsem pada, v spopadu, ali kako bi rekel, z elektronskimi mediji. In zdaj, kaj se nam tle obeta, kako kljub vsemu obdržati časopise, čeprav verjetno pač se ni nujno, da so vedno samo tiskani. Kako to časopis je, se to bo potem gospod Kučič povedal, da časopis ni zato, da je na papirju, časopis je zato, da nekaj sporoča, to pa lahko sporoča na razne načine, natisnjen ali pa v elektronski obliki, kot